Torej, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zahvaljujem se organizatorjem za povabilo. Pravzaprav smo zelo veseli, da lahko predstavimo še veterinarski del in naše razmišljanje, kar se tiče cepljenja oziroma vakcinacij. Zdaj, predstavljena sem bila, tako da lahko kar nadaljujemo. Seveda, kaj bomo povedali o cepljenju živali v pol ure, to mi je bil pravzaprav kar izziv, ampak sem rekla, poskušamo narediti en pregled, kako se je cepljenje razvijalo in seveda začnemo z zgodovino. Tukaj imamo eno besedilo, ki je pobrano iz domačega živinozdravnika, govorimo o letu 1928 in moram reči, da so zelo smiselno razmišljali takrat o samem cepljenju in ga seveda priporočali in pa tudi uporabljali. Še malo zgodovine. Torej, vse od začetka uporabe se je dejansko cepljenje smatralo kot najbolj učinkovit način in večinoma tudi edini način boja proti boleznim živali. Tukaj imamo omenjeno, seveda, za nas pravzaprav Pasteur predstavlja tisto prelomnico, ker steklina je bila bolezen, ki je ubila veliko ljudi, veliko živali in ko je bil narejen ta korak, da je bilo izdelano cepivo proti steklini, je bil to ogromen napredek znanosti. Bolezni so povzročale ogromne izgube in gospodarske škode in pa seveda predstavljale nevarnost tako za zdravje živali kot za zdravje ljudi. In s cepljenjem so bolezni postale obvladljive. Kako se je še situacija glede bolezni pri živalih izboljšala? Kot smo zdaj omenili, cepljenje je sigurno v prvi vrsti. Potem so se začeli izvajati strogi veterinarski ukrepi. Pod te ukrepe, ampak zdaj govorimo so vse, to je še danes rdeča nit in nek zakon vsakega rejca, veterinarja, vsakega, ki dela z živalmi, je biovarnost. Biovarnost predstavlja zaščito, ki jo zagotavlja vsak lastnik živali in pa vsak, ki pride z živalmi v stik. To je dezbariera pred vstopom v rejo, uporaba zaščitne opreme, tako v ambulanti kot na farmah oziroma na gospodarstvih. Zelo pomemben je nadzor premikov. Živali se precej premikajo, so se, ampak zdaj se čedalje več in se še vedno, in se bodo. In je zelo pomembno, od kje te živali prihajajo. Včasih seveda so se živali gibale v ožjem območju, zdaj, ko je globalizacija, ko imamo možnosti premikov takih in drugačnih in prevozov, se živali premikajo iz mnogih koncev držav v druge in tukaj je prenos bolezni izrednega pomena. Kaj se je še naredilo naprednega, kar se tiče nadzora nad boleznimi, je označevanje. Mi vemo, da če žival cepimo, mora biti označena. Označena mora biti zato, da vemo, katera je bila cepljena. Včasih, se veste, je bilo tako liska, pepca, urška in tako dalje in potem je bil nadzor sicer tak, da si vedel, v kateri reji je bilo upravljeno cepljenje, ni bilo pa individualnega nadzora. In zdaj, odkar so živali individualno označene, tiste, ki pa niso, morajo biti pa ob cepljenju označene, se točno ve, katera žival je bila cepljena. To je pomembno zaradi sledljivosti, zato da imamo pregled nad situacijo in lahko zadevo kontroliramo. In pa seveda bil je napravljen velik korak od Pasteurja naprej do danes v razvoju cepiv. Zdaj se ne ustrašiti, ker piše naslov zakonodaja, samo dve stvari vam bi rada, kar se zakonodaje tiče, kljub vsemu omenila.
Tukaj imamo napisano odredba, pa ima zelo dolg naslov, ampak naslov je pomemben. O izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni ter cepljenj živali, zdaj sem dala primer v letu 2016. Moram vam povedati, da ta akt, taka odredba, pač mogoče z nekoliko spremenjenim naslovom, ampak in z drugimi letnicami, se izvaja na področju Slovenije že od druge svetovne vojne naprej. Leta 1946 je bila že prva taka odredba in vsako leto jo imamo. Danes jo podpiše minister, vmes so se zamenjali pač ljudje, ki so to podpisovali, ampak važno je to, da veterinarska stroka ima svoj akt, v katerem se vsako leto zapiše, kaj se bo opravilo. In med drugim seveda, poleg diagnostičnih preiskav, tudi vakcinacije. Teh vakcinacij je bilo včasih veliko. Zdaj, mislim, da nima smisla, da naštevamo, na kaj vse smo cepili živali, samo glede na to, da je bilo zdravil manj, da je bilo nenazadnje znanje rejcev na nižjem nivoju, je bilo cepljenje pomembno in veliko bolezni smo eradicirali prav s cepljenjem. Danes ostaja v tem aktu, zato sem vam pokazala leto 2016, obstajata samo še 2 bolezni, atipična kokošja kuga, kjer cepimo vse reje, ki so okrog pomembnih rej, da tako rečemo. To se pravi, tiste reje, ki imajo matične jate, tiste reje, ki so večje, ki so že same tako ali tako zaščitene po programih cepljenja z njihove strani, mi pa kot država pa cepimo še reje okrog, da bi bile res te naše matične reje zaščitene, da ne bi prišlo do kakšne nerodnosti. In pa vranični prisad. Vranični prisad ali antraks, verjetno ste slišali, zdaj se je 2 leti nazaj precej govorilo o temu, zakaj? Ker se je bolezen spet pojavila. Jaz sem velikokrat šla gledati nazaj, ker so mi te stare knjige zelo zanimive in Blajvajs je pisal o vraničnemu prisadu, oziroma takrat so rekli črna smrt, pa mislim, v tem smislu, pa ne vem, črna smrt, rdeče krvi in tako neke take skratke izraze so imeli, ampak vranični prisad je hudo dolgo že prisoten na področju Slovenije. So bila nihanja, ko je bilo primerov več, so bila taka, ki je bilo primerov manj, ampak hočem povedati, skozi vsa ta leta ta bojazen ostaja. Zato živali še vedno cepimo. No, in potem je bilo nekaj let prav mir, in 2 leti nazaj so se spet začeli pojavljati primeri, smo imeli 2015, smo imeli letos. Skratka, to so bolezni, ki ostajajo v tleh, ki ostajajo v zemlji, ki so prisotne in nikoli ne veš, kdaj se bodo spet pojavile. Tukaj na zemljevidu verjetno, pa se vidi, to, kar so zeleno, to so distrikti vraničnega prisada v Sloveniji, kakor rečemo, in to pomeni, da se je v preteklih 50 letih na tem območju bolezen pojavila. In na teh območjih cepimo živali, poleg tega cepimo živali tiste, ki jedo krmo, ki je pridobljena na teh področjih. Zelo pomembno, ker je to pač bolezen, ki se lahko prenaša s krmo in tudi tiste živali, ki recimo kosijo, pripeljejo obale, kupijo seno in tako naprej na teh področjih, morajo biti vakcinirani. Zdaj smo se že začeli pogovarjati o vodenju programov oziroma o tem, kje so podatki beleženi. Zdaj, ko so vse živali označene, ko vemo, katera številka stoji za kravo lisko, imamo računalniški program za spremljanje bolezni. To je celoten veterinarski program, to se pravi, cela veterinarska stroka ga uporablja. In kaj je pravzaprav v tem programu zelo, moram reči, da smo ponosni na ta del, to, da so vsi segmenti stroke povezani. Torej, veterinar, ki odzame vzorce ali opravi cepljenje, zdaj tukaj piše samo vzem vzorcev, ampak, se imam tudi cepljenje. V glavnem, veterinar, ki na terenu nekaj naredi, to vnese v računalniški sistem.
Iz tukaj grejo podatki direktno v laboratorij, ki opravi analize, analize se vrnejo nazaj v sistem, ki ga lahko potem pogleda spet ta veterinar, veterinarski inšpektor, pač kdorkoli je za to pristojen, da lahko to pogleda in seveda sledi še tudi prijava bolezni. Torej, na kratko, vse živali, ki so pri nas vakcinirane, so vnešene v program cepljenja, v ta računalniški program in kadarkoli lahko vemo, a je bila vaša krava številka ta pa ta cepljena in kdaj je bila cepljena. To mislim, da je tak napredek stroke, ker sledljivost je pomembna, da lahko kadarkoli vemo, kakšno je. No, tukaj vidite pa samo en delček tega programa. Zdaj pa še en slajd o zakonodaji. Tukaj pa v tem pravilniku sem vam samo naštela bolezni, za katere velja prepoved preventivnega cepljenja. Zdaj smo skozi govorili, kako je fino, da cepimo, pa kako se je to čez zgodovino lepo razvijalo. No, zdaj bomo pa pogledali en umestni del, pa potem še zdaj zaključek, kako je pa danes, tako da bomo imeli en tak pregled. No, in če pogledamo zdaj, to je še trenutno naša veljavna zakonodaja, o kateri bomo mogli pa globoko malo razmisliti, pa to boste vedeli zakaj. To so bolezni, za katere je pri nas cepljenje prepovedano. Zdaj ne bomo čitali vseh, ampak te dveh sta pa zeleni, si pa vsem zapomnite, vam bom potem na naslednjih slajdih pokazala zakaj. Gre za bolezen vozličastega dermatitisa in bolezen modrikastega jezika. Te bolezni, ki so tu naštete, so bile za nas, kot recimo študente ali pa še leta kasneje, bolezni, ki so tam nekje in jih ni in bomo potem videli, kdaj so se nazadnje na naših tleh sploh pojavile. Zdaj gremo pa naprej. In zdaj gremo pa spremenjen odnos do cepljenja. Če smo zdaj govorili o razvoju in uporabi, gledamo zdaj pa globalno. Določene posebno nevarne bolezni živali so postale eksotične, to sem vam zdaj rekla. Bile so tam nekje, za nas pač jih ni bilo. Potem se je pa v Evropi ta politika cepljenja za nadzor bolezni se je zaradi zmanjševanja stroškov zamenjala za politiko necepljenja. Skratka, smo ugotovili, bolezni niso tam nekje, jih ni več, se ne pojavljajo. Seveda, cepljenje stane, kot smo slišali, in gremo v politiko necepljenja. In je bilo krasno. Ukrep, če je prišlo do izbruha bolezni, je bil ta, da tiste živali pobijemo. V eni reji, ne vem, dobiš kugo, pobiješ tiste živali, zakoplje, zažgeš, uničiš in potem imaš mir. In kuge nimaš več. Politiko necepljenja, to, kar zdaj govorim, je pa potem postavilo pod vprašaj naslednji dogodki. Potem se je zgodilo pa tole. Marsikdo med vami se verjetno še spomne, če ne drugega, slik, ko so gorele grmade krav v Angliji. Leta 2001 je bil ogromen šok za veterinarsko stroko, za politiko, za vse, ko se je pojavila slinavka in parkljaka, ki je seveda bila tam nekje, ki jo ni več, v Angliji povzročila enormne škode, gospodarske, enormne, zakurili so živali, ne bi sploh v številkah. Bilo je, mislim, to je bil res tak dogodek, ki je dal misliti potem vsem tistim, ki so ugotavljali, da je cepljenje pa res predrago, ne? Najbolj že živali s kurmo. Še en tak primer, klasična prašičja kuga na Nizozemskem nekoliko prej. Ogromne količine, oni so pobili 80% populacije prašičev v celi državi, ker ni bilo cepljenja, ker je bil ukrep uničenja živali. Potem bolezen modrikastega jezika. Bolezen, to ste verjetno že slišali, blue tongue, zdaj se več o tem govori, bom pol še malo več povedala, ampak kar naenkrat se je pojavil leta 2006 v severni Evropi, gor na Nizozemskem,
v Nemčija, Francija in je šel po celi Evropi. In potem smo se gledali, kaj se je zgodilo. Seveda, sevi se spreminjajo, povzročitelji se prilagajajo, globalizacija, podnebne spremembe, virus bolezni modrikastega jezika od Afrike naprej ni šel, ker tam je bilo fajn toplo, ampak on je prišel zdaj sem. Potem afriška prašičja kuga v Gruziji leta 2007 in ne nazadnje zdaj najnovejše vozličasti dermatitis leta 2014, Južna Evropa, iz Afrike preko Izraela, Cipr, Grčija, Turčija, evo in ga imamo že v Srbiji. To so pa primeri, ki so dali potem tej politiki necepljenja misliti. Zdaj vam bom dala vmes samo dva primera iz Slovenije, zato da boste videli, kam je to, kakšne smo imeli mi pravzaprav težave glede tega necepljenja. Pa nas smo v Sloveniji klasično prašičjo kugo pri prašičjih cepili. Vsi smo vedeli, da morajo biti prašiči cepljeni, to je bil pač tak program cepljenja državni. No in potem, ko smo se začeli pripravljati na vstop v Združenje evropskih držav, je bilo treba cepiti nehati, ker pač cepljenje ni bilo dobrodošlo oziroma je bilo celo prepovedano. Zakaj? Ker če si imel cepljene živali, nisi mogel teh živali izvažati, je bil prepovedan promet in seveda tudi z proizvodi teh živali. In to je bil problem. In zato smo se odločili, seveda, tako kot vse ostale države, da ne bomo več cepili. In smo leta 2000 prenehali s cepljenjem proti kugi. No, pa smo imeli pa cel kup enih težav. Zakaj? Res je, da so nas leta 2003 dali na listo in smo država prosta kuge. To smo še danes, sreči, ne vem koliko časa, ampak delamo na tem. Problem je pa bil, ker ko ti nehaš cepiti, smo mogli izvajati nek monitoring. Malo moraš pokontrolirati zdaj, kje si, da veš, kakšna je situacija. Pri nas je bila populacija pocepljena. Monitoring pri prašičih smo naredili tako, da smo ugotovili, recimo, takrat smo se pogovarjali s temi proizvajalci, da ima recimo en pitanc, da se obrne nekako ena populacija v 2 letih, pa pol 3 letih. Mi smo imeli še po 6 letih cepljene živali v populaciji. Zdaj, malo je špekulacij, da so ljudje sami dobili cepivo iz držav, ki še niso prenehale. No, ampak v vsakem primeru imeli smo cel kup težav. Potem smo leta 2005 delali še monitoring pri plemenskih svinjah in glej ga zlomka, to so bile svinje, ki bi bile mogle biti stare 12-13 let, a one so kar bile toliko stare in so bile kar še vakcinirane. Tako da cel kup enih težav, to samo kot primer. No, potem je pa še steklina. Ta teden smo tako ponavljali, da je to pač zgodba Slovenije, zgodba o uspehu. Moram jo omeniti, v sredo smo praznovali Svetovni dan stekline. Slovenija je v letošnjem letu pridobila status države proste stekline, na to smo ponosni, ampak tako, kot je že dr. Kragerjeva rekla, to ne pomeni, da ne bomo izvajali aktivnosti naprej. Steklina v svetu je prisotna, 70,000 smrtnih žrtev med ljudmi še vedno vsako leto in zdravila ni. Tako da tukaj se ni za hecati. Ampak samo 2-3 besede o temu programu cepljenja. Ni bilo drugega načina. Mi smo se znebili urbane stekline, to je steklina psov, mačk, teh, ki so v urbanih naseljih, ampak pojavila se je silvatična steklina, gozdna steklina, lisice. Pri nas velika populacija lisic in lisice so bile velik problem. Če gledate ta zemljevid, vse te rdeče pike, to je situacija, preden smo začeli z vakcinacijo, čez 1000 primerov letno stekline v gozdu. Bi človek rekel, da sploh ne smeš, mislim, da ni bilo zahoditi okrog, ne? Situacija je bila kritična in zato smo šli v cepljenje. Tamle vidite en primer vabe, kako izgleda, to zato, da mogoče, ker te vabe še vedno lahko najdete, pa je prav, da vidite, kako izgleda. Spodaj vidite to vabo odprto,
Torej, to je ovoj, noter je pa ampula s vakcino. Ne vem, a se vidi tam na roki, ne? Ena je zaprta, ena je pa odprta. No? Samo toliko, da boste vedeli, o čem govorimo. To se pravi, leta 1988 se je začelo ročno polaganje teh vab. To je pomenilo sledeče, da so lovci dobili eno vrečko vab, imeli so svoj koridor, pač so si narisali, kje bo kdo šel in so šli po gozdu in na vsake toliko časa te vabe spuščali. Z vsem spoštovanjem, veliko je bilo narejenega, uspehov pa ni bilo prav dosti. Zato smo prešli leta 1995 na letalsko polaganje, o tem ste pa sigurno že slišali, 2-krat letno z avioni mečemo te vabe na gozdnih površinah in rezultat tega je, da nimamo od leta 2013 nobenega primera in da smo seveda zdaj se lahko razglasili, da smo država prosta. Še en faktor je na to vplival, to pa ne bo dobro. Še en faktor je vplival na to in to je bil ta, da so sosednje države začele vakcinirati. Lisice nimajo meja, one hodijo čez zeleno mejo in tako je bilo, no. Zdaj pa tudi sosednja Hrvaška izvaja ta program vakcinacije in moram reči, da se situacija v regiji zelo, zelo izboljšala. Ampak moramo biti kljub temu še vedno previdni. No in zdaj gremo spet naprej s tem spremenjenim odnosom do cepljenja. Ker je Evropa ugotovila, da povzročajo ta ubijanja živali take ogromne gospodarske škode, da bolezni niso izginile, ampak smo jih samo majčkeno spravili v predalček, je zdaj nova strategija o zdravju živali z temo preprečevati je bolje kot zdraviti. To je zdaj naš nov slogan, že kar 4-5 let in na tem zdaj vse delamo. Preventiva, preventiva, biovarnost, izobraževanje, cepljenje, skratka preventiva. In seveda pozornost se je zopet usmerila k možnostim za uvedbo cepljenja. Zdaj se pa vračam na tiste dve bolezni, o katerih sem vam, ki sta bile prej zaznačene z zelenim. Bolezen modrikastega jezika. Kot sem rekla, je bila prisotna v Afriki, potem se je razširila v južno Italijo, Španija, Portugalska. V južni Italiji so imeli kar veliko sevov različnih tega virusa in so se borili seveda proti tem z vakcinacijo. Problem te bolezni je ta, da je teh sevov veliko. In potem ne veš, kjer ga boš cepil. Oni imajo 6-7 različnih in zato so delali potem tudi kombinirane vakcine, ki pa niso bile toliko uspešne. Skratka, ampak bolezen so držali na tem zemljepisnem pasu, kot smo rekli, na toplem in tako. Potem se je bolezen prenesla na sever Evrope. Bil je tam sev številka 8 in seveda, čim je pa šla in šla je kot požar, kot sem prej omenila, iz Norveške, iz Nizozemska, Belgija, Nemčija, Francija, skratka po teh državah, širila se je kot požar in takoj so se aktivirali proizvajalci vakcin in seveda izdelali vakcino proti sevu 8. Tako da zdaj lahko govorimo in sploh se nismo več pogovarjali o tem, ali cepimo ali pobijamo. Ker morate vedeti, da pri bolezni modrikastega jezika, tako kot pri vseh drugih, kot ste videli, tam je na listi bolezni, za katere je cepljenje prepovedano. Ampak takoj se je spremenila zakonodaja oziroma so letele odločbe, s katerimi je bilo cepljenje dovoljeno. In tudi promet s cepljenimi živalmi se je uredil. Sicer pod določenimi pogoji, tako da danes je cela Evropa precepljena proti bolezni modrikastega jezika. Govorimo v severnem delu. Potem je bil tam mir. Ampak glej ga zlomka, potem se naenkrat pojavi ta modri jezik na jugu. In
začne prodirati od juga gor sev 4. Mi smo bili dolg časa eno tako območje, Avstrija, kjer ni bilo bolezni, no, in potem nas je leta 2015 v novembru doletelo, ker izvajamo za te bolezni monitoring, to se pravi redno spremljanje, vzorčimo in toliko, skratka, da dokazujemo z določeno prevalenco, da odsotnost bolezni, to izvajamo za vse te. Smo v tem monitoringu ugotovili serološko pozitivni reaktor in seveda bolezen je bila potrjena, ni bilo pa nobenih kliničnih znakov. Potem smo izvedli ukrepe, ampak o tem ne bi, in potem je bil spet mir. Takrat smo se začeli že pogovarjati o vakcinaciji, ampak res, da nismo imeli kliničnih znakov, da bolezen ni bila klinično prisotna, bil je v monitoringu. Ampak seveda 2016, avgusta, prvi primer, klinični primer v Ilirski Bistrici, tam, zdaj ne vem, na slikah se mogoče ne vidi najboljš, to so te naši primeri klinike, vidi se na vimenu in pa na smrčku. V glavnem, začel se je pri ovcah, do danes, to se pravi od avgusta do danes imamo že 18 primerov, vse v radiusu 10-15 kilometrov, to se pravi na ozkem področju. To moram še povedati, ne vem zdaj točno, koliko veste, ampak to so bolezni, ki jih prenašajo vektorji, krvosesne mušice, to je bistveno. In očitno smo jih dobili okužene na tisto določeno območje. In kot sem rekla, 18 živali in 9 izbruhov do danes. In kaj smo naredili? Takoj smo se usedli, takoj se je sestal veterinarski svet pri ministru in kaj smo se odločili? Da začnemo z januarjem cepiti. Ni druge. Pa je bilo še vprašanje, ali bomo cepili samo sev 4, kot imamo pri nas, ali bomo še 8, ki je na severu. Zdaj smo se nekako odločili, da bomo samo 4, ampak kakorkoli. Trenutno smo v fazi pripravljanja operativnega programa, ker po novem letu začnemo vakcinirati vse govedo in vse ovce na področju Slovenije proti bolezni modrikastega jezika, ki je bila do pred 5 let, 6 let nazaj bolezen, ki Bog ne daj, da se koga cepi. To je to. No, tole vam samo še pokažem zemljevid, kje so te primeri. Tamle gor v Kuzmi, tam, če vidite čisto v glavi, gor je bil tisti primer iz leta 2015 in tukaj spodaj zdaj vidite čisto te letošnje primere. Še eno bolezen bi rada omenila, vozličasti dermatitis. To je pa zdaj najnovejše. To je tudi bolezen, ki je bila, glejte, tamle sem pogledala, leta 1929 so jo nekako identificirali v Zambiji in potem je bila sporadično prisotna na področju Afrike. Niso se kaj dosti s tem ukvarjali, ker je tako, veste, to so bolezni, ki živali niti ne poginjajo tako grozen veliko, ne. One zbolijo, sicer grdo zgleda, če pogledate tamle, ne, sliko, to je vse pikasto, ne, ampak sama žival, če ni toliko prizadeta, da ne more jesti, ali da od sekundarnih znakov pogine, se pozdravi in potem je tudi imuna. In oni se s tem niso kaj dosti ukvarjali in takih bolezni imajo še precej. Pač bolezen pride, gre, zdaj pri nas se ukvarjamo na področju Evrope recimo precej s proizvodnjo, ne, da ima ja dosti mleka, da imamo. Tam pa ni kaj grozen veliko se s tem, pač ima, ne vem, 3 litre nam je 6 pa kaj, ne. Mislim, to tako je, zato je tam bolezen ostala in je še vedno, ampak, če bi ostala tam, ne, šla je naprej, kot sem rekla, 89. leta v Izrael, tam je bil pa cel šmoren. Populacija ni bila tega navajena,
in oni so se držali seveda te zakonodaje, kot smo prej rekli, da se pokonča vse okužene živali in dejansko so jih pokončali. Ampak ni bilo uspeha. Potem so šli v cepljenje. Izvajala se je ring vakcinacija, to pa pomeni, da cepiš okrog okuženo gospodarstvo, pobiješ živali, potem pa narediš cepni krog kot zaščito, da ne bi šlo čez. Ampak veste, kaj je problem pri temu? Pri temu vozličasto dermatitisu je problem to, ker je dolga inkubacijska doba. To se pravi, od okužbe do takrat, ko kaj vidiš, da je kaj jasno. Ampak do takrat so živali šle že z tega kroga že zdavni ven, mislim, nekaj jih poloviš, ampak možen prenos je in se tako naprej širi. Ne? To je problem, ker v bistvu sploh ne veš, da bolezen imaš. No, pa še to je bil problem, ker cepiva ni bilo. Oni so ne nam zdaj preveč zakomplicirali, ampak bolezen je zelo podobna osepnicam ovc, ki je tudi prisotna na tistih področjih, zato so imeli vakcino, pa so pa kar te isto te cepili še s to vakcino. Ni bilo vakcine prav za vozličasti dermatitis. No in potem, ko so pa cepljenje uvedli, so pa ugotovili, da niso imeli več primerov kliničnih znakov. Okay, in so oni to nekako rešili. In potem je bil mir do leta 2014. Leta 2014 ugotovijo na Cipru v turškem delu bolezen vozličastega dermatitisa. Seveda spet nov šok za Evropo, vsi telefoni so leteli, vsi maili so leteli, skratka panika, kaj zdaj, ker to je spet ena od bolezni, ki jo ni. Bolezen se je razširila, Turčija, Grčija, Bolgarija, Srbija, Makedonija, Albanija, Kosovo, Črna Gora. Vse je okuženo. Pozitivne živali se pobijajo v rejah, tako kot piše. Dela se ring vakcinacija, tako kot piše. Ampak šele vakciniraš, lahko šele pol, ko imaš že bolezen. Ne? Ampak bolezen gre naprej. Bolezen gre naprej in piše tudi, da je cepljenje samo kot dopolnitev drugim ukrepom. To se pravi, zakonodaja predvideva, pobiješ živali, cepiš samo okrog in potem čakaš. Ampak ker sem rekla, da promet živalmi je, veste, na endemičnih področjih se živali ne premikajo tako hitro, kot pri nas. Ne. Tam potujejo peš, pa gre to bolj počas. Klejo pa naložiš na tovornjak, pa jo peleš 2000 km, min grede. V tem je štos. Inkubacija je pa dolga in ti ne veš, kje se ti bo pojavila. Tukaj je slikca, kako se je začelo tamle na Cipru, na tistem rdečem znaku. No, situacija je pa zdaj takale. Jasno, da smo tudi pri nas se takoj usedali, kaj pa sedaj, ne. Problem tem vakcinacija, preventivna vakcinacija ni predvidena. In potem je bilo treba nekaj narediti. Te države, ki imajo bolezen, so takoj pritisnile na vse institucije evropske, da je treba dovoliti preventivno cepljenje oziroma cepljenje na vseh področjih. Kljub temu, da so države izvajale vse predpisane ukrepe, to ne zadostuje za zajezitev razširitve bolezni. To se je lepo videlo iz zemljevida. Potem je pa prišlo mnenje EFSE. EFSA je pravzaprav najvišji strokovni organ, ki daje mnenja o veterinarskih zadevah. Skratka, to so višek evropskih strokovnjakov, ki delajo analize, preučujejo, skratka, top in ko je dala EFSA pa mnenje, da je cepljenje edini možni način za preprečevanje širjenja, to se je zgodilo prejšnji mesec, ne govorim vam zdaj več o zgodovini. Čim je pa to se zgodilo, je šlo pa potem naprej boste videli, da smo malo gotovi. Je šlo naprej kot požar.
Vse države so pritisnjene, zgodila se je ministrska konferenca. Ne bom vam rekla, koliko časa že delam v veterini. Sam vidite, da nisem lih od včeraj, nisem še doživela, da bi se vsi evropski ministri dobili na enem kupu zaradi ene živalske bolezni. To jaz še nisem videla, ampak se je zgodilo, da je treba nujno dovoliti preventivno cepljenje. In od 14. septembra je dovoljeno preventivno cepljenje. In države bodo šle. Kaj je naredila Hrvaška? To vam moram povedati. Hrvaška je, preden je prišlo do te odločitve, sprejela svojo nacionalno odločitev, da bojo vakcinirali. Oni so rekli, mi moramo svoje črede zaščititi. Oni imajo bolezen na meji s Srbijo, kaj v Bosni se ne ve, baje jo nimajo, ampak kakorkoli. Ja, taka so poročila, a veste. Mene velikokrat vprašajo, ja, a imamo to bolezen, kakšno je stanje? Jaz vedno zelo tako diplomatsko povem, prijavljene nimamo. Mislim, jaz drugega ne moram reči, jaz res ne bi vedela zdaj, če imamo vozličasti dermatitis. Sam, če me kdo vpraša, če ga imamo, bom rekla, da prijavljenega nimamo, ne? Evidentiranega, ker ne moreš drugače, ne? Tako da oni so šli to narediti, preden je Evropa sprejela to odločitev. Tako da oni so si pocepili, mi smo se jim zahvalili. Ja, res, ker je šlo, mi bi imeli v 35 dneh bi bila bolezen pri nas, če oni ne bi cepili. To smo naredili izračun, kako hitro se je širila, ne, do zdaj od Grčije gor in je to. Oni so pocepili in so s tem naredili bariero in cela Evropa se jim lahko zahvali. To sicer ne pomeni, mi imamo tukaj hudo ozek pas med Bosno in Slovenijo, ne, tam je 52 kilometrov. To še ne pomeni, da smo zaščiteni, smo pa majčkeno bolj na varni strani in smo tega veseli. Ampak kot sem rekla, spet smo pri cepljenju. Tole sem prej, nisem vedela, kam naj tole sliko pravzaprav uvrstim, pa sem vam vsem hotela pokazati, glede teh hudih bolezni, o katerih smo prej na začetku govorili, kako smo bili v Sloveniji. Ne. Poglejte, recimo slinavka in parklavka leta 68, goveja kuga 1883. Tukaj sam da omenim, svet je prost goveje kuge. Goveje kuge na svetu ni več, samo z vakcinacijo. Bomo videli še koliko časa. Bolezen modrikastega jezika 2015, to sem vam povedala, klasična prašičja kuga na zadnje leta 1996 in pa atipična kokošja kuga 91, pa aviarna influenca, to se mogoče nekateri tudi spomnite, smo tiste labode po vodi ven lovili. No, ampak je bila pri divjih živalih, to je bistvena razlika. Če bi bila pri domači perutnini, bi bil veliko večji problem, ker je bila pa pri divji, pa to majčkeno drugače. Tako da mi imamo dobro situacijo, absolutno imamo dobro, samo moramo vedeti, da bolezni prihajajo nove bolezni, ki jih ne poznamo, nimamo izkušenj in ja. Takole, zdaj pa za zaključek, to bom pa prečitala. V zadnjem času, ko se v našem prostoru zaradi podnebnih sprememb pojavljajo nove bolezni živali, katerih prenos je vezan predvsem na vektorje, mušice, komarji, krvosesi, tako mehanske kot biološke je uporaba zaščitnega cepljenja, poleg ukrepov biološke varnosti, to so mreže recimo na oknih, ključni in edini učinkovit ukrep, ki omogoča preprečevanje vnosa in širjenja bolezni na nova območja. To je naše sporočilo. In če ste izrazumeli iz tega predavanja, da je to tudi zgodovina pokazala, da je smiselno. Če imate kakšno vprašanje, drugače se vam zahvaljujem.